Kljub temu, da ti haruspici niso bili državna religija, pa vseeno niso živeli skrivno, tako kot naprimer mitraizem, ki so se skrivali v jamah oziroma umetnih jamah. So pa vseeno v bistvu napise izdelovali in so bili javni, da je vsak lahko videl, s čim se ukvarja posameznik. Ja, mislim, definitivno odgovor je ja, živeli so čisto javno, očitno ne samo to, očitno so celo sodelovali pri javni upravi, no? In viri poročajo tudi o tem, da je tudi kak cesar imel svojega osebnega haruspika, na katerega se je pač v nekih, ne vem, perečih, kritičnih situacijah obrnil za nasvet. Tako da ne, tukaj ni primerjave. Očitno ne gre za kult kot tak, ne, ki bi deloval na skrivnem, očitno gre za veščino, ki so jo sicer cenili, ampak ne do te mere, da bi jo vzeli za svojo kot tako. No. Tako da so vendarle pustili to razliko med njihovo res rimsko, se pravi med auguri in pa med temi. No. Tako da, ja, delujejo čisto normalno, živijo čisto normalno, očitno jih cenijo, očitno jih po potrebi uporabijo, tudi v legijah, kot smo že prej rekli, imamo zasebne, imamo javne, imamo tiste, ki, kot rečeno, sodelujejo pri upravi mest, so relativno pogosti, no, verjetno se bo tega našlo še kaj. Tako da te primerjave ni, no, so res ena posebna vrsta svečenikov, no, ki jih kot take moramo pač tudi razumeti. Mogoče drugo mnenje, da so potrebovali drugo mnenje, ja, in so potem še njih vprašali. Ja. Okay. Hvala. Ja? Čak. Ja, za doktor Visočnik. Če sem prav obveščen, pa če nisem, me prosim popravite, so kasneje v kovinskih dobah imeli v bistvu orodja iz kamene dobe, so mislili, da gre za strele, za ostanke strel in so tudi jih najdemo kot grobne pridatke in me zanima, če so kakšne take najdbe znane tudi na Slovenskem, pa a je to prepričanje, a ga še vidimo potem v antiki tudi. No, to mislim, da je bolj vprašanje za arheologe, ki tukaj zraven sedijo. No, mislim za arheologinjo. Torej, ne, nisem prišla do takega primera, vem pa za primere prilaganja kamene strele. Oziroma kamene strele kot nekaj, kar ne bi bilo magično. Hvala. Ja, prosim. Lep pozdrav, Mileva Blažič. Rada bi vprašala spoštovano kolegico, doktorico Bernardo Županek, po čem in kako so se razlikovali ali amuleti ali talismani, ki so jih dajali v grobove otrok, od grobov odraslih. Če se ne motim, so bile tudi igrače in tako naprej. Kakšno veljavo so dajali? Ali ti pojmuješ ljubezen do otrok kot nadčasovno čustvo, ki je bilo tudi v antiki, čeprav ga želijo zanikati, tudi preko tega, kaj so ubogim otrokom dajali v grobove, prezgodnje grobove, prosim. Ja, to je tako kompleksno vprašanje. Torej, sami amuleti, kot smo si jih takole pogledali, dobro, bule seveda sodijo v grobove otrok. Medtem ko fascina so pravzaprav enake v grobovih otrok, oziroma se pojavljajo praktično tam. Aha, ne, ok, povej. Bule in falosi se pojavljajo res največkrat v otroških grobovih, ampak vse več se pojavljajo tudi v ženskih, pa malo manj v moških. Ne, govorim o odraslih. Ne vem, do katerega leta se ne da spola, ne. Potem se da, ne vem, zdaj pred kratkim so v Eminaciji recimo objavili in je kar dost številni so in bule in falosi se pojavljajo tudi v ženskih grobovih, pa redkeje v moških, ne. Je pa zanimivo to, vojska, ženska, otrok, to pa je največkrat, ne. Se pravi, tisti, ki so največ rabili zaščite, ne. To govorim za bule pa falose, se pravi, včasih je veljalo otroški grobovi, ne.
ampak ni več. Se pojavljajo tudi v ženskih, recimo zdaj na pamet govorim, ampak recimo, ne vem, 20% je sigurno teh ženskih, pa v nekaterih moških grobovih. Ne. Dekliški v deški, mislim, da je prvi problem ta, da do enega določenega leta sploh ne moramo določiti, ali se ne da. Ne vem, od katerega leta se šele puberteta, šele takrat lahko določila. Ja, po moje prej 12, 7, ker imamo dosti, recimo, 11 let plus minus, pa nimamo spola določenega glih na kozolcu. Ne. Drugače pa, kar se tiče tega vprašanja o žalovanju za ne prezgodaj umrlimi otroki, to v bistvu vsi vemo, da je neka groba ocena, da samo polovica otrok preživi do 10. leta in viri poročajo o tem, da ne žalujte za otroci, da pač nima smisla. Tudi to običaj poimenovanja 8. ali 9. dan ne bi bil povezan s tem, ampak v resnici imamo tudi epigrafske dokaze, da so žalovali za njimi, da so jih imeli radi, da so imeli močna čustva do njih, kot imamo mi do svojih otrok. In verjetno tudi to, kar ste omenili, običaj pridajanja igračk, ki vendarle niso apotropejske, ampak so nekaj, kar bo on vzel s sabo, s čimer se bo igral v drugem življenju, bi jaz rekla prej. Tista, ki je v našem muzeju kasnejša, je tam iz 16. stoletja, ampak ti dve lutki recimo iz Narodnega muzeja, ki smo jih prej pokazali, posodice steklene, keramične, tako da to se kar najde po imperiju, seveda še več primerov. Jaz se samo navezal še na tele moje, zakončam, zdaj glih nekaj delam bule pa falose, pojavljajo se zelo pogosto in jaz mislim, da premalo gledamo Krim pa Bosporsko kraljestvo, se pojavljajo dostikrat paralele z najdbami pri nas, se pravi imperiju, ker tisti je dejansko v momentu bil tako drugačen obliki imperij tudi. In zanimivo, da ta kombinacija, ker to ona ni povedala, falus in pa bula, sta bila najdena v istem grobu. Mislim, da v celi Emoni imamo v otroškem grobu je edini falus, je ta iz kozolca, bula je pa samo še ena, sta pa dve. In to kombinacijo, se pravi falus pa bula, se najde samo še na Krimu, pa Bosporsko kraljestvo. Je nekaj par bul je v Črnjakova Smetana demura škultura, ampak ni falusov. Je pa zanimivo, da so pa starejši tisti. Oni so prvo, drugo stoletje, se pravi imamo paralele recimo v Egiptu pa v Pompejih, se pravi prvo stoletje, tale naš je pa bistveno kasnejši, ampak je pa koncept pa isti. In pa v teh grobovih, recimo v Krimu, to je zdaj, tam se grejo te, se ne vem, so ruski in ukrajinski arheologi, to ne so oni med sabo zmenjali, v glavnem se grejo, kaj je helenizem, kaj je Rim, kaj je Sarmati, kaj so Skiti. In dostikrat tega ne vejo, ampak prostor pa je isti. Abnormalno so bogati otroški grobovi. Se pravi, nakita raznega, tudi teh amuletov je, po 15-20 amuletov je gor, in otroški grobovi so bistveno bogatejši, razen tistih super bogatih grobov, knežjih, ki mi pravimo, so bistveno bogatejši, kot pa grobovi odraslih oseb. Otroški prav. Drugače pa če smem dopolniti, kar se tiče epigrafike, imate kar precej primerov, kjer je seveda zapis, nagrobnika za otroka, starega do 10, 7, 8, 9 let, recimo, ali pa seveda tudi manj, kjer ne samo, da najdete seveda carissimo filio, recimo najdražjemu sinu ali pa hčeri, imate tudi kakšne posebne primere, najbolj nesrečen starš, recimo, se pravi, to že verjetno tudi nekaj pove na to temo. Poleg tega pa še en poseben primer iz Celeje, seveda spet, kjer pa je zapisano, da sta crudeles parentes dala postaviti umrlemu sinu. Zdaj tukaj je mogoče malo nenavadni izbor besede crudeles, zakaj bi bila starša kruta, ampak verjetno gre samo za ta prenos, da je kruta smrt vzela sina in so pač mogoče malo neustrezno poimenovali potem starša kruta namesto nesrečna, recimo mizeri bi bilo verjetno bolj na mesto. Potem pa predlagam, da imamo krajši odmor in se bomo videli že čez nekaj minut.